Primarij Jelka Reberšek-Gorišek, specialistka infektologinja, sicer pa delujem upokojena, ampak delujem še vedno kot članica na Pravni fakulteti Pravno-medicinskega inštituta, ki se ukvarja z medicinskimi in pravnimi problemi. Največje težave tega zakona vidim v etični obremenitvi zdravnika, kajti tega, da zakon bremeni etično zelo zdravnika, pri tem, da mora zdravnik prisostvovati dogodku in je praktično glede na člene soudeležen pri tem, menim, da je to tako velik konflikt, ki ruši zaupni odnos med zdravnikom in bolnikom, in to se mi zdi bistvena osnova. Tega v drugih zakonih, v drugih državah, te obremenitve zdravnika ni. Nikjer se zdravniku poklicno in pravno ne nalaga ta dolžnost. Lahko sodeluje, on ima svojo vest, vendar ni to pravno zadolžen. To, kar naš zakon zahteva. To se mi zdi velik etični konflikt. Drugi etični konflikt pa se mi zdi predvsem v presoji avtonomije pacienta, ko odloča o tem. Tukaj pa vidim, da je veliko vplivov, možnih vplivov, ki bi vplivali na to avtonomijo, in s tem tudi veliko možnost zlorab. Ta avtonomija človeka, ki je hudo, kritično, neozdravljivo bolan, ima seveda možnost velikih vplivov, od čustvenih, od stisk, od okolja, od tega, da ljudje ne pridejo do zdravnika, do negovalnih bolnišnic. Vidimo neugodno stanje našega zdravstvenega sistema v čakalnih dobah. Potem vidim, da so problemi tudi pri nastanitvah v negovalnih bolnišnicah, tega je premalo, tega skoraj da ni. Nadalje so starejši zelo osamljeni, tukaj je tudi možen vpliv svojcev zaradi takšnih ali drugačnih občutkov do tega. Tudi sam bolnik je pogosto, bi rad razbremenil svojce. Vsekakor mislim, da ti dejavniki lahko zelo neugodno vplivajo na njegovo avtonomno odločitev, ki sicer je lahko svobodna odločitev, vendar je iz sile, iz stiske, iz prisile. In s tem seveda to ni več tista avtonomna odločitev do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, in tukaj se mi zdi tudi veliko tveganja za možnost zlorab. Seveda pa so še drugi tudi pogoji z tega zakona, ki lahko vplivajo na kodeks etike zdravnikov, in moram reči, da zdravniki vidimo rešitev tega problema predvsem v ohranitvi zaupanja med bolnikom in zdravnikom, in to vidimo ta ohranitev zaupanja v končni fazi bolnikovega življenja v paliativni oskrbi.